Živijo, danes je z nama eden od predstavnikov tretje generacije Samsungovih prepogljivih naprav, in sicer Galaxy Z Fold 3 5G. Definitivno zanimiva zadevca, najbolj, da si jo gremo kar pogledati. Oceno dizajna telefona ponavadi bazirava na neki primerjavi z ostalo konkurenco, medtem ko pri prepogljivih napravah te konkurence res ni velika, ne. Se pa definitivno pozna, da je to tretja iteracija Samsungovih prepogljivih naprav in se mi zdi, da so se v bistvu prvič približali neki dejanski uporabnosti, ko pride do foldable telefonov. Za razliko od prejšnje generacije se pri letošnjem Foldu glavni zaslon dejansko razteza od roba do roba in služi kot nek dejansko uporaben del telefona. Ko je v tej obliki, je sicer en debelejših mobitelov v zadnjih letih, ampak je hkrati tudi eden najožjih. Posledično je grip ful dober in niti enkrat me ni zaskrbelo, da bi mi tale telefon zletel iz roke. Nažalost pa ne morem tega čisto reči za odprto konfiguracijo. Oba ekrana sta AMOLED in pa se osvežujeta z 120 sličicami na sekundo, kar pomeni, da uporabniška izkušnja res skoraj ne more biti boljša. Tole kontroverzno mesto prepogiba je tudi mene iskreno mičken zmotil na začetku, ampak po parih dnevih se praktično zlije z ekranom. Sploh, ko gledaš ekran naravnost med uporabo, razen tega, da se mičken čut, ko greš s prstom čez, pozabiš, da je tukaj. Sprednji ekran ima in-display kamero, ki pa je prekrita s takimi fake pixeli, ki pomagajo, da kamere v vsakodnevni uporabi ne opaziš. Na desni strani telefona vidimo gumba za glasnost in pa power button, v katerem je skrit tudi fingerprint senzor, dela izjemno hiter. Polne se prek USB-C-ja in ima možnost tudi brezžičnega polnjenja. Ko pa smo glih pri dizajnu našega Folda, pa nekako ne moramo brez da omenimo tale tečaj, nikjer ni nobene špranje, v katero bi se lahko kaj preveč zataknili, kar ga naredi tudi waterproof, by the way. Kar se tiče uporabniške izkušnje, prva stvar, ki sem jo opazil, je to, da je konfiguracija malega zaslona v bistvu drugačna kot konfiguracija velikega, kar je cool, ker si lahko v bistvu aplikacije, ki jih najbolj uporabljate, v taki konfiguraciji pustite tako in potem to predstavlja čisto drugo izkušnjo. Ker je telefon kvadratne oblike, sem pri gledanju videovsebin dostikrat v ležečem položaju pokril zvočnike, ker sem ga narobe zarotiral. Na to mogoče bodite pozorni. Zaradi velikosti ekrana imate na voljo mnogo informacij hkrati, bodisi so to dve aplikaciji ali pa ena, ki je razširjena. Če telefon prepognete pod nek kot 45 stopinj, ga lahko položite na mizo in ga v bistvu uporabljate kot laptop. Za videoklice, za pisanje mailov, če svoj mobitel uporabljate res veliko dnevno in delate veliko stvari na njemu, je Fold enostavno dobra izbira. Poleg tega pa podpira S Pen, kar vam da neko dodatno funkcionalnost, ki jo ponuja tudi recimo Note. Vse tri kamere na zadnji strani zajemajo 12 megapikslov, ki ponuja širok, običajen in približen način fotografiranja. Imajo odličen dinamični razpon, to se zelo opazi pri fotografiranju subjekta skupaj z nebom, recimo. Sprednja kamera ni najboljša, saj nam Z Fold 3 zaradi svojega prepogiba omogoča zajemanje selfijev kar z zadnjo kamero, kar pa je seveda odlična opcija. Portrait mode je mnogo boljši od prejšnje generacije, zaznavanje robov bolj natančno, sploh pri naših domačih ljubljenčkih. Fotografije so polne detajlov, barvno pestre in definitivno dosegajo standarde letošnjih najvišje razrednih naprav. Tole je definitivno najboljša izbira za vse, ki bi prihodnost mogoče radi izkusili že malo prej. Velik ekran, top procesor, novi načini uporabe. Se mi zdi, da čez par let, ko bo še software oziroma programska oprema dohitela tale dizajn, bo tole res top telefon. Če pa želite o tej napravi izvedeti še kaj več, pa jo najdete tudi na Telekomovi e-trgovini. Hvala za vašo pozornost in se vidimo naslednjič. Čau!